67% državnega kapitala v Luki Koper bodo poleg 3 predstavnikov delavcev in enega predstavnika občine zastopali. Alenka Žnidaršič-Krajnc, predsednica uprave zavarovalnice Prva Grup, Elen Tvrdi, dekanica Piranske fakultete za pomorstvo in promet, Rado Antolovič, nekdanji favorit za vodenje Luke, zdaj zaposlen v Dubaju, Žiga Škarjanc iz Soda ter Andrej Šercer iz Vzajemne. Novi pa niso le obrazi, ampak tudi pravila. Delničarji so skoraj soglasno spremenili statut, ki nad upravo uvaja bistveno večji nadzor, predstavnikom delavcev jemlje pooblastila. Večinski delničar je odločil in mislimo, da je tako tudi prav. Po novem statutu celo delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet. Mali delničarji so napovedali tožbo. To kaže, da nekdo namerno želi destabilizirati Luko Koper. Kdo je to, bo pa izkazal čas. Zdaj so se spremenili v kavboj s pištolami in so prišli v Luko Koper si zagarantirati tudi tisto, kar jim po nekih demokratičnih načelih ne pripada. Statut po novem tudi določa, da družbo skupaj zastopata predsednik uprave in eden izmed članov. Mišič nima pogodbe, član uprave je nedavno odstopil, zato se postavlja logično vprašanje, je delovanje družbe morda že zdaj onemogočeno? Menimo, da se bo pač o tem izrekel nadzorni svet in da se bo tudi ta, bi rekel, ovira oziroma neke vrste anomalije odpravila. Novost so tudi nove zahteve. Predsednik in člani uprave naj bi imeli univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj v velikih sistemih. Gašper Mišič teh pogojev ne izpolnjuje, a ga to ne skrbi. Nov nadzorni svet ne bo podpiral mene, če bo podprl moj program. Mnenja, ali bodo novi pogoji veljali tudi za Mišiča, so bila danes različna. Menim, da to ne bo vplivalo na gospoda Mišiča, ker te zadeve ne veljajo za nazaj. Kdaj se bodo sestali novi nadzorniki, ni znano, je pa Mišičeva usoda v njihovih rokah. Po nekaterih izjavah v javnosti, denimo Rada Antoloviča, pa ni več tako samoumevno, da si bodo prav vsi predstavniki države prizadevali za Mišičevo razrešitev.